Lepo pozdravljeni. Tudi letošnje poletje nas ni izneverilo. Zgodilo se je mnogo zanimivih, pa tudi prelomnih dogodkov, ki bodo vplivali tudi na vročo politično jesen. Tokrat z gospodom Sebastianom Jeretičem komentirava odmeve tedna. Torej, gospod Jeretič, vi ste politični analitik, sicer docent na Fakulteti za uporabne družbene študije in seveda znani komentator. Začniva z domačimi dogodki. Konec prejšnjega tedna je Mediana objavila nekaj podatkov. Če pogledamo prvi graf, gre za priljubljenost gospoda Janše in gospoda Goloba. In tule vidiva, da je gospod Janša se uvrstil precej visoko, iz 16. mesta prišel na 10., dočim ko gospod Golob padel iz 13. na 19. Od julija do avgusta. Kaj se dogaja? Mislim, da so to tudi običajna sezonska nihanja. Večkrat se je ugotovilo, da so te poletne ankete malček nagnjene na desno, da tako rečem, tudi skozi leta. Vsekakor pa, ne glede na ta majhna nihanja, je pa zelo pomembno spremljanje trendov. In trend je, da predsednik vlade ima zelo, zelo nizko oceno, kar se sicer ne odraža potem na rezultatu Svobode, kar je sicer zanimivo. Mislim pa, da je zelo pomembno, da pa gospod Janša drži neko boljšo pozicijo, kot jo je recimo v preteklih letih. Ker to, glede na to, kako poteka barometer, torej glede na strokovni pristop anket, to kaže, da nekako, da rečemo, upada nasprotovanje levičarjev Janezu Janši. Torej, da tista animoziteta, tista odbojnost samo da ni Janša, upada, tako. Je pa res, da se to ponavadi dogaja nekje na sred mandata. Zdaj mi že zadnjih vsaj 15 let lahko opazujemo, da nekje na polovici mandata se tudi pogovarjamo z ljudmi, ki pravijo, zdaj je pa res dovolj, naslednjič bom pa res Janšo volil, ker je očitno najboljši, edini sposoben voditi državo. Potem se pa bližajo volitve, zadnje 3 mesece se zalaufa nekako mašinerija in v finišu spet nekako zmaga anti-Janša. Tako da gre dejansko tle za neke ciklične procese, ki so v zadnjih 4-5 mandatov kar običajni. Mislim, da bo pa ključ v tem, kako ohraniti to nižjo odbojnost oziroma kako ohraniti to spoznanje vseh tistih ljudi, ki malo odbližje spremljajo politiko in vsakič na pol mandata spoznajo, da novi obrazi enostavno niso sposobni voditi države in kako vzdržati to spoznanje tudi v finišu mandata, tudi v predvolilni kampanji, da se ne bo spet ponovila situacija, kot se je zdaj že nekako 5-krat s temi novimi obrazi, ki vzniknejo in potem tudi potonejo. Obetajo in razočarajo. Torej, lejte, Golob je strmoglavil na rob lestvice. Imamo še en ta graf, je kar precej padel. Zdaj, povejte, zakaj? Kaj se dogaja? Kaj dela gospod Robert Golob narobe? Jaz mislim, da so ljudje enostavno ugotovili, bom rekel, neke vrste političnega bleferstva. Torej, najprej je verjetno eden od razlogov, da jih tudi osebno odbija tudi s precej arogantnim nastopom. V Sloveniji sploh levi del enostavno ne mara neke arogance, nekega izkazovanja moči, sploh pa ne tudi tega, kar počneta, kot pravijo, Robertina, torej duet Goloba in Tine Gaber, torej to neko hohštaplerstvo, razkazovanje, ki bi mogoče v Franciji ali pa kakšni drugi državi delovalo. Omenil sem Francijo, ker pravi, da je dober prijatelj z Macronom postal. Torej to nekako očitno deluje odbojno na ljudi. Ko sem omenil aroganco, gre že za te geste in njegov način govorjenja, predvsem pa to, da enostavno ni nobenih rezultatov. In zdaj tudi ljudje, ki ne spremljajo politike od blizu, lahko ugotovijo, da so ga enostavno prazne besede. Vidimo, bilo je na začetku neko napovedovanje, potem je bila napoved, da se ne bo več napovedovalo in enostavno ni enega pametnega koraka. Od tistih pompoznih izjav po
poplavah, ki so naenkrat postale izgovor za zaustavitev vseh drugih procesov, do sesuvanja javnega zdravstva. Zdaj čujemo, da se sesuva tudi javno šolstvo, da imajo šole težave sploh pridobiti kadre, do sesuvanja upravnih enot in tako naprej. Zdaj recimo en zanimiv primer. Upravne enote morajo seveda obdelati vloge za prijavo začasnega bivališča. Sedaj nastopajo študenti, prihajajo, poznam zgodbo, ker zelo odblizu, kar se tega tiče. Torej, zdaj morajo študenti prijaviti začasno bivališče zaradi tega, da lahko dobijo dodatek za bivanje strani države pri štipendijah. In zdaj ponavadi seveda morajo že septembra začeti z najemom, vse v redu. Zdaj pa, da bi pa prijavili začasno bivališče, bodo morali pa čakati mesec ali dva, ker upravne enote v Ljubljani enostavno ne delujejo. To pomeni, da bodo študenti, ki bodo prihajali v Ljubljano, enostavno jim bo onemogočeno pridobivanje štipendij, pridobivanje dodatka za bivanje, zaradi tega, ker država enostavno ne deluje, ker sistemi ne delujejo. In to v času, ko bi seveda veliko teh postopkov lahko pospešili z neko digitalizacijo, ki pa pri nas očitno ne naredi res nobenega koraka v državni upravi. No, kako ocenjujete delo vlade? Tudi ta graf je zanimiv. Zdaj uspešno samo še 36%, neuspešno pa že kar 46%. Povejte mi, ali lahko vlada pade? Zdaj do konca leta. Jaz bi rekel, da ne, zato ker matematika v državnem zboru je edina, ki šteje. In ljudje, ki sestavljajo koalicijo, se enostavno ne zmenijo, lahko se malo sekirajo, lahko bo proti koncu se kdo začel spraševati, kaj je z nadaljevanjem politične kariere. Verjetno je še največ nervoze pri tistih partnerjih koalicijskih, ki imajo dolgoročne politične namene, torej predvsem pri socialnih demokratih, tudi mogoče pri Levici, ki ima sicer neko svojo krizo, skratka pri tistih ljudeh, ki živijo od politike več kot le en mandat, je verjetno malo več nervoze. Pri teh, ki so prišli skupaj z gospodom Golobom, pa mislim, da velja samo jasna disciplina in nič drugega. Tako da jaz mislim, da kar se tiče padca vlade v tem trenutku ni videti nobene možnosti za to, tudi zaradi velike rezerve, enostavno, ki jo ima v državnem zboru. Tudi če eden od partnerjev odpade, se da še vedno zdržati. Predvsem pa imamo seveda v Sloveniji sistem, ko vlade zelo težko padejo. Torej, možna je samo konstruktivna nezaupnica, ki v tej konstelaciji enostavno ni mogoča. Če pa vlada noče oditi, lahko vztraja do konca tudi z manjšino v državnem zboru. Ali lahko pade dr. Robert Golob? Tudi zato v tem trenutku še ne vidim možnosti. Predvsem zato, ker ima podporo najmočnejšega igralca v ozadju slovenske levice, to je ljubljanski župan Zoran Janković, in dokler bo imel njegovo polno podporo, mislim, da tudi drugi centri moči ne morejo doseči nič posebnega. Sicer že na začetku mandata so nekateri, tudi koalicijski partnerji, že začeli iskati kako alternativo in spraševati določene ljudi, če bi bili pripravljeni skočiti, ampak to je neka folklora v Sloveniji, ko nekdo, ki nima realne možnosti, se enostavno igra močnega političnega igralca in fantazira o nekih rešitvah mimo večine v državnem zboru. Jaz mislim, da v tem trenutku, ne glede na spoznanje večine akterjev, da je nesposoben voditi vlado, mislim, da kljub temu nismo blizu tega, da bi njegova vlada padla, in še manj blizu tega, da bi se on sam, recimo, umaknil. No, če bi bile volitve jutri, katero stranko bi volili, taki so bili rezultati. SDS 23%, Svoboda 17%. To je tudi kar precej zrasla SDS, močna stranka. Zdaj ostali, SD 6, Vesna 4, Nova Slovenija 4, Levica 3. Mnogi sploh ne bi prišli v parlament, če bi bile volitve. Kaj se nam obeta? Bosta to potem na koncu vendarle dve močni stranki, kot govorimo že nekaj let?
No, zdaj, najprej, to je eden zanimivih podatkov. Ne? Ja. Ne glede na to, da ima predsednik vlade izjemno slab rating, da so ljudje nezadovoljni z vlado, ima še vedno Svoboda izjemno visoko pozicijo. Ne? In to verjetno zaradi tega, ker so te ankete med volitvami torej daleč stran od dejanske volilne kampanje, nekako merijo bolj to, katera stranka ti pade na pamet, koga si volil mogoče zadnjič. Skratka, rezultat Svobode je tukaj popolna inercija. To, da so vse ostale stranke nekako na robu, kaže, da enostavno igrajo res zelo obstransko vlogo in te stranke igrajo to že nekaj mandatov. Zdaj pa, kar se tiče vašega vprašanja, kakšna bo konstelacija mogoče naslednjega mandata. Ne? Jaz mislim, da je absolutno prezgodaj zdaj govoriti o tem, ker imamo dve možnosti. Ena možnost je, da bo ponovno vstopil nek veliki igralec in da se zgodi tako, kot se največkrat v zadnjih 5 ali pa zadnjih 6 volitvah celo, kot se je največkrat zgodilo, in to je Janša anti-Janša, ki pobere vso pozornost in potem ostanejo samo drobtinice za manjše stranke. Druga opcija pa je, da bo gospod Golob zdržal v taki formi in Svoboda v taki formi praktično do konca ali pa proti koncu mandata in da bo dejansko na naslednje volitve šel gospod Golob Svobodo, brez nekega novega velikega igralca. V tem primeru bo pa seveda dosti več prostora tudi za ostale stranke. In ne samo te, ki so bile prikazane na grafu, mislim, da bo veliko priložnosti potem tudi za vse na novo vstopajoče politične stranke in politične projekte, od Glasu upokojencev gospoda Ruparja do morebitne stranke, ki jo ustanavlja gospod Logar ali pa gospod Gregorčič ali pa kakršnekoli tretje, četrte, pete verzije. Celo recimo vrnitev Karla Erjavca z neko ekipo ni za zanemariti. Skratka, v primeru, da ne bo nekega novega velikega igralca, ki bi pobral ves kisik v političnem prostoru, potem je tukaj igra seveda še povsem odprta in to smo videli recimo leta 2018. Ne? Takrat je po veliki zmagi, relativni zmagi SDS-a sledila neka regata strank od 14, 13 in tako naprej. Torej, Marjan Šarec, ki je postal predsednik vlade, je dobil slabih 14 odstotkov. Torej, dajmo reči, ni bilo velike tekme ali dvostrankarskega nekega dvoboja, ampak je bila zelo, zelo razpršena situacija. In tako da naslednje volitve sta odprta oba scenarija, ali vzpostavitev nekega novega obraza, ki bi potem dejansko vzpostavil lahko dvostrankarsko situacijo z SDS-om, ali pa velika razpršenost strank in seveda popolna loterija, kar se tiče sestavljanja prihodnje koalicije. No, še en graf imamo, javna podpora najmočnejšima strankama. Poglejte, zdaj razlika med obema, to se pravi SDS na vrhu in Gibanje Svoboda, je pravzaprav 5,9 odstotna, bila je 9,7. Zdaj povejte nam, zakaj je stranka SDS tako močna, kaj jo drži tako visoko? Stranka SDS je dejansko še edini močen politični aparat v državi. Mi smo vstopili v parlamentarno demokracijo na kar resen način. Imeli smo kar nekaj političnih aparatov na samem začetku, od staropartijskih do disidentskih. V 90-ih letih je bil politični prostor še dokaj stabilen, potem smo se pa naenkrat odpovedali dejansko temeljnemu orodju parlamentarne demokracije in to so politične stranke. In se je začela neka gonja, torej ne samo, dajmo reči, kar se tiče javnega mnenja, ki je bilo sovražno nastrojeno do strankarstva nasploh, ampak tudi zakonskih omejitev. Tako da je na koncu politični prostor ostal omejen na en velik politični aparat, to je SDS, na peščico majhnih še strank, kot sta SD pa Nova Slovenija, ki sta tudi resna še aparata, seveda v manjšem obsegu, in potem na kopico političnih projektov, ki se ne stabilizirajo. Tako da moč SDS-a je v tem, da je zdržal
skozi vse, dajmo reči, relativne zmage in absolutne poraze, ker se je sestavljala koalicija z izločevanjem, torej nekoga, ki je dosegel največjo relativno podporo v državi, zaradi tega, ker imajo zelo jasno idejo, so zvesti svoji resnici in pri njej vztrajajo, čeprav na ta račun lahko zgubljajo določene glasove, ker jim je bolj pomembna ta zvestoba programski, ideološki resnici in tudi, dajmo reči, zaradi discipline, ki so jo tudi skozi leta izvajali. Veliko je bilo vprašanja o tem, tudi o znotraj strankarski demokraciji, ki je seveda ena tema, ampak brez tega vzpostavitve discipline in zvestobe neki ideji en tako velik aparat enostavno zelo težko zdrži. In seveda karizmatični vodja za tisti del političnega prostora. No in če je tu pri SDS ta programska, ideološka resnica, tudi neko lepilo te stranke, kaj pa je pri Gibanju Svoboda? Kakšna stranka je sploh to? Kaj njih drži? Zakaj so tako visoko? Kaj sploh oni zagovarjajo? Kakšen je njihov program? Torej, v zadnjih več kot 15 let že je edini program alternative anti-Janša in nič drugega. Torej, vse, kar se v Sloveniji v političnem prostoru dogaja, je ta odnos med strukturo, ki v Janezu Janši vidi sposobnega voditelja in tistimi, ki jih je panika pred njegovim vodenjem države. In ta anti-Janša moment je tisto, kar drži Svobodo gor. Tu ni tudi nobene programske, ideološke zadeve. Celo več. Svoboda je šele po vstopu v parlament, po prevzemu vlade začela dobivati ideološko barvo in sicer tako, da jo je prevzela od skrajne levice. In zaradi tega imamo dejansko to najbolj skrajno levo vlado v vseh 35 letih tranzicije, zaradi tega, ker so popolnoma prevzeli agresiven diskurs skrajne levice in ker so tudi vpeljali določene korake, ki so se izkazali za zgrešene, za neučinkovite, ampak dejansko so šele po volitvah prevzeli ideologijo skrajne levice, kar je zelo nenavadno, glede na to, da je Robert Golob menedžer z milijonskimi nagradami in je dejansko šele po volitvah torej prevzel nekako to in retoriko in dejansko agendo skrajne levice, kar lahko vidimo na številnih korakih, še najbolj mogoče ravno na področju zdravstva, ki se najhitreje sesuva pri nas. Ne? No, poglejmo, zdaj čaka nas druga interpelacija Emilije Stojmenove Duh. Ona še vedno ni uspela prodati 9000 računalnikov od tistega velikega paketa, ki leži v skladišču v Logatcu. Ali mislite, da bo podpora koalicije padla tej ministrici? To bi bil hud škandal, to bi bila velika težava za koalicijo. Jaz mislim, da bodo v vsakem primeru poskusili najti drugačno rešitev v zakulisju. Ministrica Stojmenov Duh je najboljši primer nesposobnosti te vlade in ta kalvarija s temi računalniki je mogoče najbolj tako v nebo vpijoča. Gre za milijone, ampak v primerjavi s kakimi drugimi zadevami je sicer manjša. Obstaja še večja škoda, da rečem, na kakem drugem resorju. No. Zdaj, kar se tiče samega ozadja, jaz mislim, da bodo prej potekali zelo intenzivni pogovori. Res je, da je predvsem del poslanske skupine Socialnih demokratov postal že zelo nervozen v tej koaliciji, zato ker vidijo, da enostavno vlada ne deluje, ne dosega rezultatov, navkljub temu jih Svoboda še vedno precej vodi v anketah, torej Socialni demokrati se ne premaknejo nikamor. Zelo veliko pomembnih članov Socialnih demokratov je popolnoma na obrobju, lahko vidimo tudi na družabnih medijih, da so zelo kritični do vlade, čeprav je njihova stranka v vladi in se distancirajo recimo od te vlade. In najbolj pomembno bo najprej vprašanje notranjih odnosov v Socialnih demokratih, ali bo vodstvo stranke sploh se uspelo pogovoriti s temi najbolj kritičnimi poslanci. Vemo, da je kongres pustil kar precej
bom rekel, slabih odnosov znotraj stranke zaradi tistega vstopa gospoda Hana v zadnjem momentu in v poslanski skupini zelo močno vlogo igra gospod Prednik, ki je bil najbolj jezen zaradi tistega vstopa, ker si je obetal zmago na kongresu, tako da je najprej vprašanje teh odnosov, torej ali bo sploh stranka se uspela poenotiti glede prihodnjih koalicijskih odnosov, ne glede ministrice, za katero bi seveda vsi, če bi iskreno glasovali za njeno zamenjavo, ampak bo vprašanje dolgoročnih odnosov. In druga stvar pa je potem vprašanje neke politične pameti predsednika vlade, ki bi že lahko ugotovil, da bi bilo bolje, da se pogovori z ministrico in jo prepriča v odhod brez dejanskega preštevanja glasov v parlamentu. Tako da to bo eno bolj zanimivih zadev v politični jeseni, ne toliko zaradi samega primera, ampak predvsem zaradi tega, ker bo zelo pomembno pokazalo, kakšni bodo prihodnji odnosi v koaliciji do konca mandata. No, mogoče bo te odnose v koaliciji pokazalo tudi ta test ustanovitve parlamentarne skupine Komisije za ugotavljanje domnevne zlorabe pri poslovanju GEN-I Star Solar ter financiranja Gibanja Svoboda. Torej, predsednica Državnega zbora te komisije ni želela ustanoviti, pa poglejmo, prisluhnimo, kako je odgovorila na novinarsko vprašanje. Ste pa zdaj že pravzaprav povedali, da opozicija poslov premijera Roberta Goloba ne bo preiskovala. Ne, nisem tega povedala. Kje pa? Veste, tudi Robert Golob nikjer ni omenjen v tej drugi zahtevi za parlamentarno preiskavo, tako da zdaj ne vem, o čem pravzaprav govorimo, ker pravzaprav niti ne vemo, na kaj točno se bi naj nanašala ta druga zahteva za parlamentarno preiskavo. Je zelo preširoko zastavljena in tega si v pravni državi ne smemo dovoliti. Torej, kako komentiramo to preigravanje in to nasprotovanje? Predsednica Državnega zbora je taka, bom rekel, posebna osebnost, kar smo lahko ugotovili v tem obdobju in s tem nič narobe. Narobe pa je to, da ljudje, ki čez noč vstopijo v visoko politiko na tako pomemben položaj, v našem ustavnem redu je to eden, bom rekel, mogoče celo ključnih položajev, da ljudje, ki torej čez noč vstopijo v politiko, prilagodijo, torej ali pa se ne prilagodijo temu položaju, ampak si po svoje razlagajo neke zadeve, ki so sestavni del našega ustavnega reda. Zdaj je tako, zadnjih nekaj stoletij evropska civilizacija sloni na določenih principih, ki so del politične religije našega sekulariziranega modernega sveta. In eden od teh temeljev je pomembnost procedure. Torej v Evropi verjamemo, da je spoštovanje vnaprej dogovorjene procedure izjemno pomembna za doseganje pravičnosti, za demokracijo. Mi smo videli že na nekaj primerih, da gospa predsednica Državnega zbora precej po svoje razume določene stvari, ki so sicer za 30 let veljale kot del našega ustavnega reda in za določene procedure, ki so del naše parlamentarne tradicije. In to je seveda zelo velik problem. To pomeni, da smo v hudi ustavni krizi, hudi krizi demokracije pri nas, ravno zaradi tega nekega voluntarizma oseb, ki čez noč vstopijo na pomembne položaje, in jaz verjamem, da ona misli, da ni nič narobe z njenim delovanjem, ker ne more vedeti, ker ne more primerjati s tem, kako se je 30 let delalo, ker enostavno ni rasla v političnem prostoru, ma ne samo to, jaz mislim, da sploh ni spremljala tega dogajanja. In to je problem teh novih obrazov. Seveda je pomembno vsake toliko osvežiti politično elito in je to tudi del politoloških analiz, ne? Ampak pomembno je, na kak način to poteka in kako so ljudje, ki na novo vstopajo na take funkcije, sploh usposobljeni. In večkrat se je že pokazalo, da v zadnjih
na zadnjih 5 volitvah smo že imeli novo prihajajoče, nove obraze in vsakič slabše je. Torej vsakič slabše pripravljeni pridejo na te položaje in vsakič bolj arogantni so, vsakič bolj si domišljajo, da lahko na tem položaju počnejo, kar se jim zazdi. In to je seveda zelo, zelo velik problem, ravno zaradi tega, ker je funkcija predsednika Državnega zbora podobna funkciji sodnika na nekem nogometnem, košarkaškem ali kateremkoli igrišču, torej funkcija garanta, da bo spoštovana procedura. Zdaj, lahko je ta, bom rekel, politična religija Evrope zgrešena in ugotavljamo, da je proceduralnost včasih res lahko v nasprotju z realnim življenjem in pravičnostjo, ampak tako voluntaristično delovanje, kot ga vidimo v tem sklicu Državnega zbora, seveda dodatno ruši neko splošno zaupanje v politični proces. In to bo zelo velik problem. Mislim pa, da tu opozicija razen opozarjanja kaj dosti ne more enostavno doseči. Gospod Janša je napovedal ovadbo zoper predsednico Državnega zbora. Kakšno možnost ima ta ovadba? Zdaj, tle smo v Sloveniji, tako da to težko rečemo. V kakšni resnejši državi bi mogoče lahko vsaj pravna stroka povedala kako in kaj. To je, bom rekel, če ne drugega, je to seveda zelo pomembno politično dejanje, ki je seveda potrebno. Potrebno je, tudi če ne bo vplivalo na dogajanje v tem mandatu, tudi če se ne bo nič zgodilo ne predsednici Državnega zbora, ne koaliciji Roberta Goloba, je pomembno tudi na najmočnejši način, torej tudi z ovadbo opozoriti na rušenje ustavnega reda. Če ne drugega, zaradi tega, da se zabeleži v zgodovini ta primer in da upamo, da bo vplivalo vsaj na prihodnje mandate in na morebitne nove obraze, da se jih bo opozorilo, da obstaja v politiki torej neka trajnost, neka logika delovanja, ki je pomembna pri vodenju države. No, omenila sva že, da pač teh reform ni, čeprav so bile napovedane, pa ne samo, da ni reform, sistem razpada. In eden takih sistemov, kot ste že omenili, je seveda zdravstvo. No, poglejmo, kako je direktorica Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije Tatjana Jevševar napovedala, kaj se bo zdaj zgodilo s specialisti. Eden izmed temeljnih predlogov to, da se pač vsi specialisti v javni zdravstveni mreži vključujejo v neprekinjeno zdravstveno varstvo. In pa seveda omogočiti boljše vključevanje tudi specializantov že tudi v neprekinjeno zdravstveno varstvo. Torej, to je zdaj na nek način, lahko rečemo, prisila, da se pač vključujejo tudi v dežurstva. Kako vi gledate na to? Kaj se nam dogaja? Je tudi tu razpad neke pravne države? Zagotovo, predvsem je pa tukaj najbolj vidno polje, na katerem zmaguje skrajna levica. Torej, imeli smo na začetku mandata ministra, ki je razumel zdravstvo, torej Loredana Bešiča, ki je imel mogoče kakšne druge težave se znajti v politiki, malo zaradi karakterja, malo zaradi razmerij moči v koaliciji, ampak ki je štartal za izjemno močno opozicijo in bil sesut praktično čez noč. Po tistem so pa padle vse obrambe pred skrajno levico in posledica tega je to popolno sesutje zdravstvenega sistema. To vidimo že od vprašanja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ker se je opozarjalo, da samo ukinitev ne pomeni čisto nič, da pomeni dejansko še večjo luknjo v proračunu, še manjšo učinkovitost pri, dajmo reči, vsaj obdelovanju tega procesa, ampak se niso enostavno zmenili za ta opozorila in niso naredili nič, da bi spremenili čisto sistemske temeljne zadeve, kar se tiče zdravstvenega sistema. Zdaj pa očitno sploh ne razumejo niti psihologije odnosa do zaposlenih v zdravstvu. S temi pristopi, ki jih izvajajo, bodo verjetno dosegli res popolno uničenje
javnega zdravstva, ki niti ni več javno po njihovem, ampak je čisto državno. Državno, najprej obstaja razlika, kaj je državno, kaj je javno. Javno je to, kar se dogovorimo v skupnosti, da je sestavni del javnega programa, javnih pravic, javnih obveznosti. Druga stvar je potem izvedba javnega in to v vseh razvitih državah je lahko ta izvedba državna ali pa koncesionirana. In mi smo imeli kombinacijo, ki je nekaj časa zelo dobro tudi delovala in če danes pogledamo na zdravstvo, dejansko najbolj delujejo koncesionarje. To je sistem, ki je vsaj učinkovit. To, kar pa najslabše deluje, pa je državna izvedba javnega programa. In torej zdaj se sesuva tisto, kar še kolikor toliko deluje in poudarja nekaj, kar pa je popolnoma neučinkovito. To, kar znajo doseči, je enostavno dejansko odhod, mogoče celo vseh, torej ne samo večine, ampak vseh zaposlenih v državnem zdravstvu, odhod in potem seveda najemanje te sile, ker drugače enostavno ne bo šlo. Torej, problem je v tem, da se ne pristopi z nekim ustreznim modelom k celoviti rešitvi slovenskega zdravstva. In tu se potem seveda zelo veliko manipulira z nekimi ideološkimi floskulami, kot da bi kdo želel ameriški model, ki ga seveda nihče ne želi, potem se zelo manipulira z nizozemskim modelom. Dovolj bi bilo, da pogledamo naše severne sosede, da pogledamo avstrijski, pogledamo nemški model, torej model tiste neke tudi mentalitete, ki nam je blizu in se, bom rekel, na ta način reformira slovensko zdravstvo. Temeljni problem slovenskega zdravstva v pogovoru z vsemi strokovnjaki zadnjih 15 let ugotavljam, je dejansko Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. To je nek socialistični mastodont, to je nek kompleks nekih ozadenskih interesov, ki onemogočajo dejanske spremembe učinkovitosti delovanja sistema in pri tem vlada nima nobene moči. Vlada ima v 45-članski skupščini 7 predstavnikov in kadarkoli si je katerikoli minister upal predlagati spremembo, da bi dejansko lahko vlada, državni zbor spremenil, reformiral sistem, se je seveda začelo sesuvanje strani vseh teh ozadenskih interesov. Ta vlada je celo temu Zavodu za zdravstveno zavarovanje zdaj dala še to prej prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje v obvezno, to se pravi, imajo še več moči in še več denarja. Še več moči in torej še manj učinkovitosti, ker v tistem modelu, torej da se razumemo, dopolnilno zdravstveno zavarovanje je imelo veliko pomanjkljivosti v tem, da zavarovalnice, ki so zbirale sredstva, so bile samo posredniki, so zbirali sredstva in ga dale spet ZZZS-ju brez velikega vpliva na sam sistem. Dejansko pa je vloga zavarovalništva v zdravstvu v razvitih sistemih ravno v tem, da dosežejo učinkovitost, da se ukvarjajo tudi same, spodbujajo preventivo, ker je to v njihovem interesu seveda, in da zagotavljajo tudi hitrost, ker je tudi v njihovem interesu, da se torej čim hitreje in čim ceneje zagotovi ustrezna zdravstvena oskrba za tiste, ki so nekako zavarovani. In zdaj namesto, da bi torej vsaj del zdravstvenega sistema dali potem tudi v, dajmo reči, usmerjanje, se ne upravljanje, izvajanje, ampak vsaj vpliv na pospešitev, kot se je zgodilo recimo na področju avtomobilov. Seveda je neumno primerjati zdravje ljudi in avtomobilov, ampak če gledamo za sistemske učinkovitosti, je podobna zadeva. Tisti del izvajalskega sistema, ki je neučinkovit, bo odpadel. In problem pri nas pa je, da nič to ne odpade, oziroma da je ZZZS sam nosilec neučinkovitosti. Tudi zaradi samega sistema financiranja, ker zaduši tudi tiste zavode ali kakršnekoli elemente državnega zdravstva, ki bi želeli biti bolj učinkoviti ali ki so bolj učinkoviti. Torej, kdaj in kako se bo zdaj končala najdaljša stavka zdravnikov? Mogoče se sploh ne bo, v končni fazi dejansko zdravniki delajo kolikor lahko, glede na pogoje, ki jih imajo. Jaz mislim, da v tem mandatu ni pričakovati čisto nič pametnega.
na področju zdravstva in da bomo morali upati, da bo v naslednjem mandatu neka ekipa, ki bo uspela modelirati avstrijski, nemški ali katerikoli razvit sistem, kjer bo jasno, da bi morali vzpostaviti dejansko nekaj osnovnih elementov in to je denar sledi bolniku, standardizacija stroškov ne glede na izvedbo in tako naprej. Torej to, kar govorimo seveda že 15-20 let, pa nažalost ni dovolj politične moči, da bi se vzpostavil nek tak v tem tednu smo doživeli tudi napovedano 10% povišanje tega prispevka, RTV prispevka. Videli smo neko fotografijo, lahko bi rekla zdaj, če bi bila sarkastična in nesramna, da zdaj so pa nikogaršnji hlapci prišli k gospodarju prositi za denar. Mislim, da je to fotografija, ki jo lahko pokažemo, da je tole sramota. Torej, to se še nikoli ni zgodilo, da bi moralo vodstvo RTV, tu seveda pogrešam prvo, ki je bila na pločniku ves čas Ksenijo Horvat, direktorico televizije, da bi zdaj s tisto majico nikogaršnji hlapci se pokazala tule pri predsedniku vlade in finančnem ministru. Mislim, da je to škandalozno. Če bi se to zgodilo pod prejšnjim vodstvom, ki je tudi prosilo za to obvezno povečanje prispevka in pa seveda pod prejšnjo vlado, bog ne dej, mislim, da bi po Sloveniji letela Vera Jourova, Društvo novinarjev, sindikat, vsi bi protestirali, zdaj pa tule pač teli nikogaršnji hlapci mirno kimajo gospodu. Se vam zdi, da jih je predsednik vlade ponižal? Mislim, da so se sami ponižali, ker dejansko se je izkazala tudi njihova nesposobnost. Ne? Torej, če pogledamo, zdaj, res je, da se že dolgo ni dvignil prispevek, je bi inflacija in vse, ampak na drugi strani ne samo, da se ni nič naredilo za večjo učinkovitost, pa najboljše poznate, ker bom rekel boljš kot kdorkoli drugi delovanja znotraj, ampak celo pada gledanost. Torej, ob unih napovedih, da potem, ko se bo osvobodilo televizijo, bodo ljudje spet zaupali, se je zgodila popolna kataklizma. Tako nizkega ugleda ta televizija še ni imela in zadnje čase ugotavljam vrsto tehničnih težav. Že če smo gledali včerajšnjo Tarčo, niso mogli vzpostaviti enega normalnega stika v Parizu z ministrom Mescem, je bilo torej popolna tehnična, vsebinska nesposobnost na podlagi seveda ideološkega prevzema televizije. Ne bom ponavljal tiste grde besede, ki jih je uporabil Marcel Štefančič takrat, na kakšen način, koliko več jih je tam noter, ampak to se je zdaj popolnoma izkazalo, torej popolna ideološka monolitnost, zaradi katere, po mojem, je tudi sledil ta padec gledanosti in ta dodatna kriza. Ne? Druga stvar je, lahko se dvigne prispevke, lahko država, ta vlada je že dvakrat sicer na tak napol kriminalen način nakazala milijone televiziji pod pretvezo nekega manjšinskega denarja, ne? Ampak to ne bo nič pomagalo k temu, da je ekipa, ki so jo imenovali za reševanje situacije, popolnoma nesposobna in da celo njihovi kadri, ki so jih postavili, recimo v vodstvo, odhajajo eden za drugim, ker vidijo, da se tukaj ne da nič narediti. Ne? Tako da tudi tam ni na obzorju videti neke pametne rešitve. Ne? Mislite, da ima prav dr. Lahovnik, ki je dejal, da bi seveda morali tej, čeprav očiščeni janšistov, televiziji dati denar šele takrat, ko bi pripravila nek sanacijski program? Absolutno, to je popolnoma normalen pristop na vsakem koraku. Glejte, od lokalne do državne politike, mislim, tudi na lokalni ravni, ko zaide kak zavod ali pa kako javno podjetje, recimo v težave, občinski svetniki seveda zahtevajo najprej program rešitev, da se ve, kaj se bo naredilo. In je vedno prvi korak, najdite notranje rezerve, pripravite različne scenarije, to je popolnoma normalna zadeva. Torej zdaj, ta teden proti koncu smo pa bili priča tudi neki cenzuri, tako je obelodanil gospod Požar. Zakaj gre? Torej, to je zanimivo, da je Planet TV
podlegel cenzuri in po nekaterih informacijah naj bi bil izveden pritisk na same lastnike Madžarske. Torej, gospod Požar je imel intervju z gospodom Milovićem, znanim sodelavcem predsednika vlade, ki je sedaj končal v zaporu. Gospod Milović je že nekajkrat novinarjem razložil, da določena kriminalna dejanja naj bi počel nekako po nalogu gospoda Čeferina, torej potencialnega naslednjega novega obraza in vladarja Slovenije. In kot razumem, je gospod Milović to že nekajkrat novinarjem v intervjujih povedal in je bilo še vsakič do sedaj dejansko utišano. Gospod Požar je seveda tukaj odreagiral, mislim, da je tudi zaključil sodelovanje s Planetom TV, kar je škoda, ker je njegova oddaja Ura moči postala mogoče celo najbolj odmevna in pomembna politična oddaja v državi, recimo ob mogoče Tarči. In to je še en znak, da se gospod Čeferin zelo močno trudi utišati gospoda Milovića, ampak vsi taki pritiski v današnjem času seveda dosežejo samo še večji interes. Torej, prej ali slej bo, če ne drugod, na Twitterju ali pa na YouTubeu se pojavil ta intervju nekako v celoti in bo javnost še toliko bolj zainteresirana, da sliši, kaj ima gospod Milović zapovedati. Torej, zanimivo je, da je celo Planet TV podlegel pritiskom. Možno je, da so bile tukaj napovedane kakšne pravne sankcije, Bog ve, ampak ponavadi znajo mediji na take razne grožnje, rekel, tudi vzdržati. Medijska svoboda v Sloveniji je sploh kakšna? Kako je s tem? Jaz bom rekel tako, sploh ni tak problem medijske svobode, zaradi tega, ker je največji del novinarjev velikih medijev, predvsem TV Slovenije, Pop TV-ja in starih časopisov, da tako rečem, ideološko tako monolitnih, da se ni treba posebej truditi s pritiskom, recimo pritiskom levici, in zaradi tega je bil tudi pomemben korak k neki razvoju pluralizma v Sloveniji, da so se vzpostavili novi desni mediji, ki prikazujejo alternativen pogled na aktualno dogajanje. Mislim pa, da so mediji nekako povsod v krizi. Lahko opažamo recimo v Ameriki, v Veliki Britaniji, torej v državah anglosaškega sveta, kjer je bilo novinarstvo skoraj religiozna institucija, vidimo popolno sesuvanje kredibilnosti, posebej v Ameriki vezano na dvoboj med demokrati in Trumpom. Da ne rečem demokrati in republikanci, ker gre dejansko za dvoboj novega tipa politika, ki sesuva stari politični sistem ameriški. Tako da mislim, da je to globalna težava in lahko ugotavljamo, da dejansko potem postanejo kakšni posamezniki močnejši od nekih nekdaj velikih medijev, kar se dogaja recimo ravno s Tucker Carlsonom v Ameriki, ker je njegov kanal zdaj pomemben, kar se dogaja recimo z intervjujem, ki ga je Musk imel z Trumpom na X-u. Skratka, obstajajo alternativni kanali komuniciranja in ravno zato ne razumem takega strahu pred intervjujem z Milovićem, ker bo to prej ali slej se prebilo do javnosti v takšni ali drugačni obliki. No, kar pa se tiče napovedanih davčnih sprememb, reforma to seveda ni, so pa mediji kar bili kritični. Torej, gospod Klemen Boštjančič je napovedal nekaj podražitev sladkih pijač. Tisto, kar je najbolj odmevalo, so te tako imenovani normiranci, ki jim bodo pač seveda zvišali davek, oziroma 15.000 jih bo padlo ven iz sistema. Kaj pravzaprav počne ta vlada? Torej, ona povečuje konkurenčnost gospodarstva s poviševanjem davkov. Mislim, to je tudi nek unikum, svetovni unikum. Kako lahko sploh kaj takega izjavijo? Torej, eno je, kaj izjavljajo, pa mogoče še enkrat, oni mogoče res celo verjamejo, da dobro delajo, ker se nimajo s čim primerjati, ker oni ne vejo, kako se učinkovito vodi država.
tukaj je temeljni problem v tem, da se dejansko ne pristopa strateško, razvojno k čemrkoli v Sloveniji. Torej, davki so orodje. Davki so orodje za organizacijo naše medsebojnosti. In temeljna pomanjkljivost vseh sprememb, ki so se dogajale skozi zadnja desetletja, lahko rečemo, je ta, da nimamo ene resne strategije razvoja. Pa ne mislim samo strategije ekonomskega razvoja, ampak celovite strategije družbenega razvoja, ker to je potem osnova, da se ugotovi, če želimo spodbujati to, je potem davek orodje, mehanizem, s katerim bomo dosegali neke strateške cilje, in mislim, da je to tudi izjemna luknja v slovenski tranziciji. In to je tisto, na kar je bivši predsednik Pahor pred dolgimi leti že opozarjal, da nam je zmanjkal tretji veliki korak. Torej, mi smo naredili dva zgodovinska koraka. Vzpostavili smo državo, dosegli smo enotnost, vzpostavili smo državo. Dosegli smo enotnost, vstopili smo v evroatlantske integracije in potem nas je zmanjkalo. Torej, nismo si zastavili tretjega velikega cilja, ki bi lahko bil neka celovita strategija razvoja kot nacionalna enotnost. Ne glede na to, kdo zmaga na volitvah, torej neka rdeča nit, ki bi nas vodila skozi desetletja majhnih korakov, da bi potem to dosegli, kot recimo je dosegel Luksemburg, kot je to zna recimo Norveška, kot znajo torej nekatere države doseči. In šele, če bi imeli neko resno strategijo razvoja, okrog katere bi dosegli konsenz, bi lahko izvajali tudi potem davčne in druge reforme. Problem pa je zdaj že v tem, da enostavno nimamo ene same avtoritete v naši skupnosti, ki bi bila sploh sposobna povezati ljudi v nekem pogledu, ki ni ideološki, torej ki ni del kulturnega boja in tako naprej, ampak ki bi bil res čisto racionalno razvojno usmerjen. Mi imamo recimo nekaj dokumentov, na katere bi se vlada lahko naslonila. Imamo en vrhunski dokument, ki predvideva korake za dvig dodane vrednosti, ki so ga sestavili številni strokovnjaki pod vodstvom gospoda Mramorja in ki bi se lahko vlada nanj naslonila, pa večinoma leži recimo v predalu. Edini politični akter zadnjega desetletja, ki se je naslanjal na to, je bil bivši minister Počivalšek, ki se je trudil delati neke korake na dvigu dodane vrednosti, ampak ni bilo nikoli pa nekega celovitega pristopa k temu, in to je tudi največja pomanjkljivost potem tudi trenutnega, aktualnega tega vladnega delovanja pri spremembah davčnega sistema, ker gre bolj za čisto matematiko, ki pa je zgrešena, ki zanemarja psihologijo, ki misli, da če spremenijo eno postavko, bo matematično, mehanično se zgodil večji izplen za državno blagajno, ampak zgodilo se bo nekaj drugega. Podjetja že selijo svoje sedeže v tujino, več bo sive ekonomije, tako kot se ponavadi dogaja, ko dejansko vladajoči zanemarijo, da smo družba ljudje in da smo ljudje psihologija in da smo ljudje izjemno iznajdljivi tudi v izigravanju pravil, če čutimo, da so ta pravila krivična. No, ampak ne samo nek vladni strateški dokument in cilj, ampak tudi pri ciljih teh nevladnih organizacij. Ves čas so se oglašale neke ženske skupine, ona ve, Nika Kovač, ampak gledajte, zdaj, ko pa pride Tomaž Vesel kot edini moški kandidat za funkcijo v Evropski komisiji, za komisarja Ursuli von der Leyen, se pa nobena od teh malih skupin ne oglasi, zakaj nimamo ženske kandidatke, čeprav je gospa von der Leyen prosila, skoraj bi rekli, zahtevala to. Kaj se tu dogaja? To kaže dvoličnost teh organizacij. Kje smo zdaj, ona ve. Te organizacije, to niso nevladne organizacije, to so parapolitične organizacije. To so organizacije, ki seveda vodijo politiko na podoben način, kot jo vodijo politične stranke. To so torej vzporedni aparati, ki delujejo v političnem boju. In ti aparati so odigrali zelo pomembno vlogo najprej pri poskusu sesuvanja prejšnje Janševe vlade v najhujših
pogojih naše tranzicije, v času torej epidemije, ko se je celoten svet nekako sesuval in ki so potem tudi v sami kampanji usporedno s političnimi strankami prispevali k tej veliki zmagi svobode. Ne? Sedaj so pa seveda popolnoma tiho, oziroma te organizacije sedaj vsake toliko seveda, da ohranjajo vtis neke kritičnosti, so kritične, bodo napadale vlado, ampak ko prije pa do ključnih strateških momentov, pa dejansko utihnejo. Ne? Tako kot ste rekli, pa da se razumemo, mislim, da je Tomaž Vesel zelo kompetenten strokovnjak. Meni je žal, da se v finišu mandata predsednika Računskega sodišča nekako politično diskreditiral, ker ni bilo potrebe, da je v javnosti komentiral, bom rekel, procese, ki so rušili vlado, še preden je nek postopek bil zaključen. Mislim, da je bil tisto nek nepotreben kiks njegov, ampak nedvomno gre za izjemno kompetentno osebo, ki ima tudi izkušnje najbolj celovitega pregleda nad delovanjem države, kar Računsko sodišče ima, tako da nič ne kritiziram izbire konkretne. Je pa dejstvo, da če se Slovenija gre neko emancipacijo. Žensko zunanjo politiko. Žensko zunanjo politiko in na vseh drugih področjih se torej gre neko emancipacijo in Slovenija dejansko je v samem vrhu po enakosti med spoloma, po vseh statistikah smo dejansko svetovna špica in za nas je enakost med spoloma izjemno pomembna vrednota in jo tudi živimo tako. Ne. Je seveda škoda, da ni vlada pa vsaj pro forme dala recimo 2 imeni, če ne drugega, bi s tem dosegla za tisto drugo osebo vsaj neko promocijo in mogoče neko drugo funkcijo potem pomembno v celotni evropski konstelaciji in predvsem bi pokazala, da imamo več sposobnih ljudi nekako v državi. No, da zaključiva tale odmev tedna, bova pa zaključila s tole romsko problematiko. Ne? Tu se vidi, da nam pa res stvari uhajajo iz rok. Ne? Župan občine Ribnica Samo Pogorevc je doživel grožnjo s smrtjo, potem Peter Svetina, varuh, je pravzaprav se zavzel za to, da pač dobijo tudi Romi, kar je v redu, ne, vodo, ampak vendarle na legalen način. Ne. In seveda gospa Katič, pravosodna ministrica, zdaj bo pripravila, ne bo pripravila spremembe. Se zdi, da smo tu nekako cincamo. Ne. Mislim, mi v besedah podpiramo, se zavzemamo, ampak ko pa gre za teren, pa nismo sposobni dejansko zagotoviti enakih pogojev pred zakonom za vse. Ne. To se pravi ne samo pravice za Rome, tudi dolžnosti, ne, če smo odkriti. Romska problematika se seveda vleče že, ne bom rekel let, ampak stoletja. Torej, to je neka tradicionalna težava. In najprej treba seveda poudariti, da ni enovita romska skupnost in da niso povsod problemi. Da imamo med Romi izjemno sposobne ljudi, da imamo določen del romske skupnosti, kot je recimo v Prekmurju, ki živi v sožitju s prebivalstvom in da so težave omejene, bom rekel, skoraj da na peščico ljudi. In to je tisti ključni problem. Jaz mislim, da je najprej problem že te politične korektnosti in tega strahu levice, da sploh iskreno pove, da je to problem. Vidimo, kaj se je zgodilo poslancu socialnih demokratov gospodu Bakoviču, ki prihaja iz Kočevja, ki je bil policaj, ki torej pozna to problematiko in se je zgodil popoln pogrom nad njim znotraj stranke, ker je zahteval določene ukrepe. Jaz mislim, da je najprej treba zelo jasno povedati, da ni možna integracija, da ni možna asimilacija, ker skozi stoletja ni bila možna, ker so tukaj različne, torej dejansko zelo globoke kulturne razlike. To, kar je pa absolutno možno, je pa sobivanje in kvalitetno sožitje. Ampak kako, ne? Kako? Jaz mislim, če tukaj povem, pa ne bo najlepše. Ne? Vprašanje je discipline tiste peščice kriminalcev. Imeli smo nek grd sistem, totalitarni sistem, v katerem jih je milica strpala v kiblo in peljala čez Gorjance, dala še 2 klofuti in je bil večji red. Govorim zelo grdo, ampak zdaj oni tepejo kako je bilo. Ja.
Jasno je, da se danes ne da več na enak takšen način, ampak to, kar pa je nujno, pa je seveda vzpostavljanje določenih disciplinskih korakov. Eno je, če se odkrije, da je nekdo kriminalec, mora biti enostavno kaznovan, tako kot vsi drugi. Druga stvar je absolutno pogojevanje socialne pomoči z ustreznimi določenimi pogoji. To so torej neki enostavni koraki. Zdaj, kaj se pa pri nas v Sloveniji dogaja? Pri nas v Sloveniji nasploh, pada disciplina in pada zavedanje, da obstaja kazen, če narediš nekaj proti pravilom. Kaj je bil prvi ukrep te vlade? Ukinitev glob za nazaj za vse tiste, ki so kršili pravila v času epidemije. Kaj je temeljno politično sporočilo danes v Evropi? Ni treba spoštovati zakonov, zaradi tega, ker ilegalne migracije niso kriminal, prihajajo bogi ljudje in tako naprej. To pomeni, da politika daje sporočila, da spoštovanje zakonov ni nujno. To, kar je dejansko še eden temeljev, kot sem prej omenil spoštovanje procedure, eden temeljev moderne Evrope je spoštovanje prava. Torej, na ta način so si ljudje priborili svoje pravice, pravice pred izkoriščanjem, pravice pred dominacijo in spoštovanje prava je ključno za moderno Evropo. Danes pa se sesuva ta osnovni element in seveda, ko se vzpostavi takšna klima v družbi, da ni važno, vse kršiš pravila, pa te bodo že, nič se ti ne more zgoditi. Pa nisi obsojen, ne? Ja. Seveda, potem enostavno ni discipline. In kaj je najhuje? In potem pade, bom rekel, temna luč na celotno skupnost, kar je pa popolnoma zgrešeno. Namesto tiste peščice kriminalcev, ki bi morali biti sankcionirani, se potem dela, bom rekel, neka res velika problematika, ki potem lahko spodbudi dejansko nek rasizem, neke grde elemente, ki so se tudi kdaj v preteklosti že zbujali zaradi neučinkovite progresivne politike. Torej, mi bi Romom pomagali, če bi vzpostavili ta red. Zagotovo vsaj v večjem delu skupnosti in v končni fazi tudi ta, bom rekel, kriminalni del bi se enostavno moral potem prilagoditi. Ne? Torej, gospod Sebastijan Jeretič, to je bil Odmev tedna. Hvala lepa za vaše komentarje. Hvala za Spoštovane gledalke in gledalci, hvala za pozornost. Nasvidenje.